Pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorom in tokrat eno izmed najbolj pogostih vprašanj. Lili, kaj pomeni, ko na uri vidim svoj rojstni datum? Oziroma, kaj pomeni, ko vidim ponavljajoče se številke? Recimo, 0505, 1616, 1111 in tako naprej. Jaz vem, ker je to zelo pogosto vprašanje, da mnogi izmed vas imate plonki, če s temu rečem, se pravi povezavo na mojo spletno stran kar shranjeno med bookmarksi, da lahko takoj pogledate, kaj pomeni, ko določeno kombinacijo vidite. Za tisti, ki pa tega še ne poznate, www.lili-sorom.com, zavihek numerologija, tam imate vse te kombinacije razložene malo bolj podrobno, tudi 111, 222 in tako naprej. Danes bomo naredili izvleček teh kombinacij, bistvo bomo povedali in pričeli bomo pa kar z našim rojstnim dnevom. Torej, če svoj rojstni datum, v mojem primeru bi bilo to 12.08, vidimo na uri ali kjerkoli, je to ena taka lepa energijska potrditev. To je pravzaprav objem naših vibracij, naših energij. Vsako število ima svojo vibracijo. Je nekakšen high five strani vesolja. In ker ima vsako sporočilo lahko pozitiven in negativen predznak, nas seveda naš rojstni datum vedno znova sprašuje, ali resnično živimo sebe, ali smo avtentični, ali smo pristni, kako smo lahko še bolj resnično mi. Vemo, da je seštevek rojstnega datuma, se pravi dan, mesec in letnica naše število življenjske poti, se pravi, kadarkoli vidite svoj rojstni datum, ne glede na to, kje ga zaznate, je to potrditev, da ste na pravi poti in da bodite na tej poti čim bolj zvesti pravzaprav sebi. Se pravi, kakorkoli obrnemo, dober znak. Ko pa na uri vidimo recimo nič, 4 nule. Sam ljubi potencial. Število nič simbolizira vse ali nič in simbolizira tisti potencial, ki se še ni materializiral. Se pravi ideje, zamisli, nekaj, kar še ni prišlo v stvarnost. Se pravi, ni bilo besedeno, ni bilo zapisano, ni bilo ustvarjeno. Kadarkoli slučajno vidimo te 4 ničle, je to definitivno spodbuda, da smo bolj kreativni, da pogledamo, kje svojega potenciala ne živimo, kje ga ne zaznavamo, kje morda vidimo premalo priložnosti, premalo možnosti za sebe, za uspeh, za to, da bi bili resnično vse, kar smo lahko. In jaz mislim, da polnoč, ko govorimo o tem, da pričakamo novo leto, polnočnica in tako naprej, absolutno ni iz trte izvito izbrana ura, kajti to je najbolj čistna, pristna, še neumazana in neizražena energija. 0101. Definitivno trenutek, v katerem se vprašajte, ali sem zvesta sama sebi. Kako se lahko povezujem z osebami, ki so mi bolj podobne, in pa kako narediti prvi korak. Ko zamisel že imamo, ko nekaj v nas že tli, ko si že nekaj drznemo, upamo, kdo nam lahko na tej poti pomaga, s kom se lahko povežemo. Ampak definitivno ta enka simbolizira, da smo mi tisti, od kogar se pričakuje, da smo bolj samostojni, bolj samozavestni, da naredimo prvi korak. Da smo mi tisti, ki dejansko nekako se postavimo v vlogo voditelja. Da smo mi tisti, ki ciljamo luno, in se veste, kaj pravijo, tudi če zgrešimo, pristanemo med zvezdami. In iz tega dajmo ven potegniti, da mogoče tista luna, po katerih hrepenimo, ni bistvo našega cilja, ampak zvezde, ki nas bodo obdajale. 0202. Zelo zanimiva kombinacija, ki nas opominja na dolgoletne, dolgotrajne odnose, naj jih poglobimo, naj jih negujemo, seveda tudi odnos samim seboj. Seštevek je 4, 4 simbolizira varnost, 4 simbolizira tradicijo. Po drugi strani pa od nas pričakuje, da premagamo strah, da sami v sebi najdemo pogum, da smo, tudi potrpežljivost, da vztrajamo. Tudi potrpežljivost, da vztrajamo v tistih odnosih, kjer mogoče pa v tem trenutku imamo nekoga poln kufer. Definitivno nam sporoča nekaj lepega v smislu odnosov, povezovanja, tkanja vezi predvsem s tistimi osebami, na katere smo morda navajeni, pa se potem do njih obnašamo lahko morda zelo sproščeno in včasih tudi morda malo neprimerno. Definitivno pa sporočilo povezovanja, gradnje in dolgotrajnosti.
Nič tri, la, hopsa, sa, 5, karkoli že ima. No, vidite, meni nič tri, nič ne pomaga. Simbolizira pa kreativo, simbolizira domišljijo in simbolizira to, da dejansko ustvarjamo svoje ideje. Zdaj, kadarkoli vidite nič tri, vam želi vesolje povedati, ideje so super, zdaj pa nekaj naredi. Seštevek je 6 in 6 je tista materinska energija, ki nekako proizvaja, ki neguje, ki deluje. Zdaj, jaz vam tako rekla, verjemite v svoje ideje, tako kot v njih verjame 3 leta star otrok, ravnajte pa tako, kot bi bili odgovorna, zrela, odrasla mama. Se pravi, naredite načrt, pejte v akcijo, ne čakajte, da vam bo padlo v naročje in ravno takrat, ko boste resnično dejavni, po vsej verjetnosti vam bo nekaj padlo v vaše naročje. In smo že pri nič štiri, rana ura, zlata ura, še kako zelo velja. 4 je število gradnje, je število dela, je število odgovornosti, je tudi število naših temeljev, naših prednikov. Seštevek je 8, kar pomeni, da nekaj, na čemer ste vztrajno gradili, ste vztrajali, ste bili potrpežljivi, ste bili mogoče tudi trmasti, se vam tudi mogoče ni dalo dopovedati, da mogoče bi bilo kaj drugače, bolje, je bila prava pot. Se pravi, nič štiri vas sprašuje, kaj lahko ustvarite, na čemu dejansko gradite, kaj manifestirate in obenem potrditev, da ste na pravi poti. Se pravi, vztrajajte. Obenem pa prisluhnite tudi svojemu telesu. 4 je število fizičnega počutja, našega zdravja, našega telesa, kaj vam pravzaprav sporoča, kje ste varni in kje pravzaprav je telo tisto, kakor laufa, kakor šiba, kje in kdaj in ob kom je vaše telo najbolj aktivno, najbolj tako energično. Tam je vaša pot. Nič pet. Energija spremembe, preboja. Veste, to je tista energija, ki gremo z glavo skozi zid, zato ker smo tako zelo neučakani in nestrpni, da niti slučajno ne pogledamo, če so pa takoj zraven nas kakšna vrata, lina, okno, prehod. Definitivno se vam obetajo spremembe, ki pa naj prinašajo napredek. Se pravi, če nihate, je prav, da se umirite, po drugi strani se pa ne oklepajte ničesar. Nič pet s števkom 1 pomeni, da vas bo nekaj presenetilo in da se bo nekaj zasukalo povsem drugače, kot ste si vi zamislili. Zelo drugače, kot bi si morda tudi želeli, kar pa ni nujno slabo. Enka, ta seštevek vedno simbolizira napredek. Se pravi, ne se bati spremembe, ne se bati novih ljudi, novih situacij, novih priložnosti, še več, aktivno jih dajte poiskati. Tako boste rasturali. Nič šest. Lušna energija mame, ki vas objame, energija, ki vas spominja, da življenje še ni konec in da vas zelo veliko lepega še čaka. Energija, ki transformira pravzaprav preko negovanja notranjega otroka. Preko tega, da greste vase, da greste v svoje šibke točke oziroma to, kar morda dojemamo kot šibko, se pravi čustva, tudi strah, tudi jezo, tudi to, kar bi mogoče najraje zatrli. Se vemo, včasih smo malo zaljubljeni, pa to lih ni v redu, morda je druga oseba vezana, morda druga oseba ne deli naših čustev. Dovoljte si čustva doživeti, tudi razočaranje, tudi izgubo, predvsem pa seveda radost. Kdaj ste nazadnje skakali po lužah? Evo, dajmo se zmeniti, če vidite nič šest, prvi dežka je skakati po lužah, aktivirati svojega notranjega otroka. Otroček ne bo 3 mesece žaloval za nečem, kar ni dobil, ker si bo želel že nečesa drugega. Nič sedem. Zanimivo sporočilo. Po eni strani dvignite kvaliteto, raziskujte globine svojega življenja, zato da bi ga izboljšali, se pravi osebnostna rast, duhovna rast, knjige, delavnice, članki na internetu. Predvsem pa svojo resnico raziskujte. Kajti nobena knjiga na tem svetu, nobeno predavanje, noben guru, noben modrec vam ne more predati resnice, ki je vaša. Kaj je tista resnica, ki je resnično zasidrana v vas, ki je vaša in ki je drugačna od, včasih smo rekli, pojusu, od tega, na kar smo navajeni, drugačna od povprečja. Seštevek te kombinacije je namreč 5 je tista, ki išče svobodo, ki išče eksotiko, ki išče nekaj drugačnega, nenavadnega, tudi prepovedanega. Kaj je v vaši resnici takšnega, da si morda ne priznate? To je tisto, kar pravzaprav vam prinaša v tem trenutku uspeh.
Nič 8, nič 8, pa že slišim, zagotovo ste prepričani, da je super ura in tudi res je. 8 plus 8 je seštevek na koncu 7, se pravi definitivno uspeh preko tega, da dvignemo sebe na višji nivo. Preko tega, da smo jasni, natančni, pikolovski, picajslasti, najbolj dlakocepski v temu, kaj si pravzaprav želimo. 7 je tista, ki zna biti zelo, zelo osredotočena na podrobnosti. Jaz za 7 pravim, ne, iglo v senu, igle se svet, dlako v senu bo našla. Se pravi, 8 vas še opominja, da prava dragocenost je v vaši lastni vrednosti, v vašem dojemanju sebe, v vaših prepričanjih in v neki podrobnosti, na katero pa do zdaj po vsej verjetnosti še niste bili pozorni. In ravno ta podrobnost vam bo prinesla nek nov doseg, neko novo obzorje, nekaj popolnoma drugačnega. Nič 9, kako lepo sporočilo sočutja, zdravljenja na vseh nivojih, odpuščanja. Morda pa nekomu rabite odpustiti, morda nekoga rabite spustiti, morda rabite sebi dopustiti, da ste, kdor ste. Namreč v številu 9 se skrivajo vse vibracije vseh števil pred njo. Se pravi, od 1 do 9 je število, ki simbolizira globalno, veliko, širšo sliko. Se pravi, če ste v nekem težkem trenutku v tem momentu, dajte pogledati široko sliko, stopite korak nazaj, pogledajte v svoje globine, pogledajte, kako se boste na to ozrli čez 9 let. Poglejte, kaj bi bil tisti resnično dober namen v temu. Se veste, kaj pravijo, vsem je nekaj dobrega. Včasih je to dobro res težko najti, ampak nič 9 nič vam pravi, poskusite. Nekaj fenomenalnega vas čaka tam, kjer ne vidite. 10, zelo močno sporočilo, ki pravzaprav pravi prereži in na to na novo poveži. Včasih v prijateljstvih pridejo trenutki, ko kar malo gremo narazen, pa rabimo malo odmika eno od drugega, rabimo malo pavze, se potem v drugačnih energijah, v drugačnih okoliščinah fenomenalno znova povežemo. Kje v življenju rabite ta res in malo pavze? Kje rabite prerezati? Kje, kdo, kaj, zakaj vas preveč črpa? Kaj je tisto, kar je pravzaprav del vaše preteklosti, ne več prihodnosti? 10 je namreč zelo specifično karmično število, ki simbolizira res preteklosti in nekako rojstvo popolnoma nove energije. 10 pomeni, da ste v nekem takem mini procesu preporoda, zato je prav, da vse tisto, kar je odslužilo svojemu namenu, pustite za seboj, ne nosite seboj kot prtljage in greste naprej v nekaj popolnoma novega. 11, no 11 bomo pa si kar vzeli malo več časa za tole kombinacijo. 11 je bilo leta 2007-2009 zelo popularno, takrat je prišla ta neka ideja, koncept za misel na dan, minuta zdravljenja za mati zemljo ob 11. Če se spomnite, takrat smo se prvi srečevali, no ali pa mnogi so se takrat prvi srečevali s koncepti, kot je reiki, kot je theta healing, alternativna medicina in tako naprej. Se pravi, takrat se je rodila ta, ne najdem prave besede, zamisel, akcija, delovanje, minuta ljubezni za mati zemljo. In jaz mislim, da če pogledamo delovanje po svetu, so vojne, je lakota, takšni in drugačni virusi prihajajo, podnebje se spreminja. Jaz mislim, da ne rabimo biti znanstvenik, da ne rabimo res dolgo časa razmišljati, da vidimo, da naš planet ni v najboljšem stanju. Dajmo, če ob 11 vidimo to uro, si vzeti 100 minutko časa, da pošiljamo zdravilno energijo materi zemlji. Kajti ideja je, da vedno nekje na svetu je ura 11. In da če se zmenimo, da ob 11 pošiljamo to minuto ljubezni, zdravljenja, lepih misli, karkoli, saj ne rabite biti reikist za to. Rabite samo zapreti oči, si priklicati v misli našo lepo mati zemljico, naravo, živalice, lepe prizore iz narave in samo pošiljati ljubezen, belo svetlobo, zlato svetlobo, objem, neko lepo misel, nekaj prijetnega, nekaj, kar pač vi čutite v svojem srcu, da bi v tistem trenutku poslali. Jaz mislim, da je to lahko eno tako čudovito darilce naši materi, naši naravi, kajti ne pozabiti, tudi mi smo del narave. No, in ko sem to povedala in dala iz svoje duše, pa dajmo zdaj pogledati še
Kaj pomeni, ko na uri vidimo 11:11? Močno sporočilo, da ste na pravi poti, da poslušate svojo intuicijo. Število 11 je mojstrsko število, simbolizira naše duhovno bistvo, višje zaznave, višji jaz. Tisto nekaj več v smislu duhovnega bistva. Tisto nekaj več, kar smo prinesli s seboj. Kaj vaša notranja prirojena modrost govori, kaj vam vaša duša šepeta. Kaj vam telo govori? Se pravi, kadarkoli vidite 11:11, 4 enke, ki se seštejejo v štirico, definitivno preboj, ki bo trajen. Se pravi, potrditev, opazite, kje se vam stvari zlagajo, kje prihaja do sinergije, kje prihaja do tega, da se stvari kar zložijo kot puzle. Tam je vaša prava pot. 11:11 je taka velika potrditev, da poslušajte sebe, potem druge. Enka je tista, ki je prva, enka je tista, ki je vodja in enka je tista, ki prinaša nekaj novega. No, 12:12 je obratna zgodba od 11:11. 12:12 nas pravzaprav sprašuje, kakšen del odnosov smo mi, kakšne odnose imamo mi z drugimi, ali znamo prisluhniti sebe, preden ugodimo tujim pričakovanjem in dokam imamo nivo tolerance. Pravi, 12:12 je tako nežno cukanje za rokav, ali znamo biti potrpežljivi z drugimi. Seštevek je 6, kar simbolizira tudi romantiko, povezavo, če ste nafrišno zaljubljeni in ste videli 12:12, super potrditev. Vedno simbolizira povezovanje, v katerem pa je prav, da smo mi čim bolj pristni mi. To je enka, tako nas bodo ljudje, ki so nam podobni, ki nas bodo imeli radi, točno zato, ker smo takšni, kot smo. To je dvojka, našli in v temu se bomo imeli radi. Seštevek 6. Simpel. 13:13, naš prvi karmični zapis. 13 nas vedno vabi, da prevzamemo odgovornost za svoje dejanja, da pogledamo, ali smo res dali vse od sebe, da nekako preverimo, ali imamo stvari urejene. To zdaj ne pomeni, da želite nekoga ogoljufati, lahko pomeni, da vam bo, poteklo vozniško dovoljenje ali nekaj podobnega. Se pravi, je nek opomnik, da nekje nekaj ni prav zaključeno, narejeno, zloženo. Definitivno nas sprašuje, ali je pot, po kateri stopamo, poštena, ali je krepostna, ali je v skladu z našimi vrednotami, z našimi načeli, z našimi prioritetami. Obenem pa tudi nas sprašuje, ali nemara se niso le te spremenile. Ali ste danes še vedno isti človek, kot ste bili, ali se znate pohvaliti za svoj napredek. Ni samo slabo sporočilo, je pa definitivno opozorilo, da bodimo bolj marljivi in bolj dejavni. 14:14, še en karmični zapis. 14 je tista številka, ki pa rada jo ucvre stran, ko ji nekaj ni prav. Se pravi, kadarkoli vidite 14:14 v življenju, opozarja, da ne se izogibati tistemu, kar je neprijetno v tem trenutku. Ne se truditi izogniti nekim stvarem. 14:14 je tudi število skušnjave. Velikokrat v našem življenju pade neka oseba, priložnost, situacija, ki je strašno mamljiva, čeprav je morda prepovedana, čeprav ni najbolj prav, čeprav imamo skozi nek tak občutek, da to pa nekaj ni v redu. Če vidite v neki taki situaciji 14:14, potem po vsej verjetnosti tukaj nekaj ni okej. Se pravi, biti previdni, nobenih prenagljenih, impulzivnih odločitev, predvsem pa ne bega nekam drugam. Dajte nekje najprej zaključiti, razumeti in potem se šele zapotiti nečemu novemu naproti. 15:15. 15:15 je ura, ko gremo domov. Hecam se. 15:15 je znova energija preboja, nekega novega začetka, nekih sprememb, neke kreacije. Kaj v resnici kreirate? Seštevek je 3. Se pravi, ali resnično ste na vse možne načine pregledali svoje možne poti do cilja. Ali ste poskusili vse? Glede, ko smo 3 leta stari, tam pri blagajni, ko hočemo cukrčke, najprej lepo prosimo, najdaljše trepalnice na svetu imamo. Max Factor bi bil tako srečen, če bi tako maskaro lahko naredil. Krokodilje solze nam tečejo po licih, ker nismo čokoladice dobili, lahko celo cepetamo, smo hudi, obljubljamo maščevanje. Ne trdim, da pojdite po nezreli poti, ampak trdim, da neke poti v tej situaciji še niste sprevideli. Biti kreativni.
16:16, znova karmični zapis. 16 je tista, ki nas sprašuje, ali resnično smo suvereni v tem, kdo smo. Ali resnično živimo svojo resnico, ali resnično nekako dihamo sebe. Vedno, vedno, vedno govorimo o dvigu kvalitete sebe kot človeka, ko srečamo 16. Se pravi, morda pa se odgovor na kakšno vašo površinsko vprašanje skriva nekje globlje. Morda se vas je nekaj, kar bi sicer moglo biti zelo mimobežno, zelo brez veze, zelo kar nekaj, malo bolj dotaknilo, kot bi se vas moglo. Pejte v globine. Pejte v globine sebe. Ta petka, ki je seštevek 16:16, nas pravzaprav opominja, da bomo odgovore našli tam, kjer jih sicer ne iščemo. Se pravi, za nekoga, ki se zelo ukvarja z drugimi v sebi, za nekoga, ki je zelo kritičen do sebe, pa v drugih. Torej, nekako zbalansirajte ti dve energiji. 17:17. Kako čudovito sporočilo ste dobili. Vse je v redu. 17 je resnično energija premišljenega, preudarjenega napredka, izobraževanja, učenja, duhovnega, osebnostnega, tudi akademskega učenja. Seštevek je 7, se pravi, to učenje bo seveda v ospredju. Kaj je tisto, česar vas ta situacija, ta trenutek v življenju uči? Kaj je tisto, kar pravzaprav pa tudi vi učite druge? 17:17 je izvrsten za izpit, za učenje, za podpis pogodbe, za pravne zadeve. Se pravi, če karkoli posebnega urejate, dajte poskusiti ob 17:17 vi podpisati. Kaj je tisto, po čemer se vi podpišete v življenju, čemur se vi zavezujete v življenju, brezpogojno, je tisto, kar vas sprašuje 17:17 in kje morda lahko pa vseeno malo popustite, pa ta šepet perfekcionizma. 18:18, izjemno ugodno sporočilo. 18 nam nekako prišepetuje, da je čas, da ste aktivni, da je čas, da sprejmete izziv, da je čas, da ste vi tisti, ki naredi prvi korak. Seštevek je 9, kar pomeni, da obstaja zelo, zelo velika verjetnost, da se bo nekaj iz preteklosti vrnilo. Morda priložnost, morda način razmišljanja, morda neka ideja, morda boste našli neko knjigo, na katero ste pozabili in se vam bodo obzorja razširila. Morda se boste srečali z neko osebo iz preteklosti ali slišali o nekomu iz preteklosti, pa vas bo to navdihnilo. Kakorkoli, 18:18 je energija, ki je aktivna, ki je samozavestna, ki je odločna. Se veste, kaj pravim? Odločnost nas vodi v odličnost. Se pravi, kako ste lahko kar najbolj odlični točno v temu, kdor ste, kar ste in kako lahko to znanje, seštevek 7, delite potem naprej. 19:19, še en karmični zapis. 19 povezujemo z egom. Se pravi, ringa, ego nam nagaja. Sploh, če vidite 19:19, kje pravzaprav vas ego slepi, da ne vidite cele slike takšne, kot je. Koga morda presojate preko svoje prizme? Seštevek je 2. V katerih odnosih morda se ali bojujete proti zelo egoistični, agresivni osebi? V katerih odnosih pa morda vi nastopate malo preveč, dajmo reči, intenzivni, bomo lepo besedo izbrali. Pravi, kadarkoli vidimo 19:19, je nekje v tem miksu ego. Ali izhajate iz ega, ali izhajate iz strahu, ali izhajate iz potrebe po potrditvi, saj ste le človek, vsem se nam to kdaj zgodi. In katera pot je tista, ki je pa resnična pot vašega srca? 20:20. 20:20 je lepa energija povezovanja, umirjanja in pa tega, da prepoznamo potencial v tistih odnosih, kjer se nam pa zdi, da smo mogoče dosegli svoj plafon. Se pravi, kako lahko se več družimo na bolj umirjen način, s kom se pravzaprav v resnici veliko družimo. Veste, numerologija razločuje odnose, ki so globoki in pristni in intenzivni in ko se duše povežejo med seboj, in odnose, ki so pogosti, ampak plitki. Samo običajno prištevamo sosede, sodelavce, ne vem, kolegice na jogi, frende na košarki in tako naprej. Se pravi, 20:20 vam želi opomniti, da je treba ti dve plasti oziroma ti dve plati življenja in odnosov razlikovati. In ali pravzaprav v odnosih enako dajete, kot tudi sprejemate. Se pravi, ključna beseda tukaj je uravnovešanje.
21, znova kreativna energija, znova energija usmerjena v odnose, do kam dopuščate drugim, da pridejo. Seštevek je 6, 6 vedno povezujemo z ljubeznijo do sebe, s postavljanjem meja in pri 21 to še posebej močno velja. Torej, do kam dopuščate drugim, ali so vaše meje kršene in ali morda sploh poveste, kje vaše meje so. To je vprašanje tega trenutka. Ali na jasno razumljiv način skomunicirate, kje vaše meje so. Kje se končajo potrebe drugih, ali upoštevate potrebe drugih in ali drugi upoštevajo potrebe vas. Kadarkoli sta dvojka in enka skupaj, je nek taka napetost med tem jaz in med mi. Se pravi, kje lahko ti dve nasprotujoči si energiji dodatno uravnovesite in dobesedno oblijete z ljubeznijo. Seštevek 6. 22, dve mojstrski števili, močen seštevek, močna energija. Kadarkoli vidite 22, vam vesolje sporoča, da ste varni, da so stvari točno takšne, kot bi mogle biti. Jaz mislim, da so tiste osebe, ki so gradile piramide v Mehiki, v Egiptu, ki so najstarejše na svetu, definitivno imele močne vibracije števila 22. 22,4 je tisto, kar je dolgotrajno. Se pravi, odločajte se tako, kot da boste to zabetonirali za forever. In če vam bo to, za kar se odločite v tem trenutku, čez 20 let enako pomembno, top. Če gre pa za nekaj, kar je bolj neka muha enodnevnica, nekaj prihodnega, nekaj, kar se bo v vsakem primeru spremenilo, potem pa dajte razmisliti še enkrat. Seštevek je 8, se pravi čudovit trenutek za manifestiranje, čudovit trenutek za to, da se spomnimo, da je moč v naših rokah, ne tujih. 23, nežna, mehka energija, ki nas opominja, da je včasih pa res prav, da najprej poskrbimo za sebe in šele nato za druge. Da je prav, da znamo objeti sebe, da je prav, da se znamo pohvaliti, da je prav, da znamo sebe raziskovati in da na tiste najbolj prismuknjene dele nas smo najbolj ponosni. Seštevek je 1, se pravi, ta energija individualizma je še posebno močna, je še posebno pomembna. Je tista, ki je ključna, je tista, kjer ležijo odgovori na vsa tista vaše vprašanja, ki so morda v tem trenutku nerazrešeni. Trojka v tej kombinaciji definitivno nas prosi, da uporabimo čim bolj bujno domišljijo, dvojka pa nakazuje, da je prav možno, da nam bo nekdo dal nek namig, neko inspiracijo oziroma, da je v naši neposredni bližini nekdo, ki bi nam lahko pomagal. Po vsej verjetnosti gre za mlajšo osebo. Torej, dragi moji, to je bil pregled od nič do 23. Nikjer nisem zasledila, da bi 24 uporabljali kot zapis časa. Kadar vidimo neko sporočilo na uri, govorimo o sporočilu, ki je vezano na to, kar ste v tistem trenutku razmišljali, kar vedno pomeni, ne glede na to, ali vidimo oblak, pero, kaj je tisto, kar ste v danem trenutku razmišljali, kaj je bilo tisto, kar je bilo najbolj pereče, najbolj globoko, kar vas najbolj razjeda, kjer imate največje dvome, ali pa ste nafrišno zaljubljeni, pa ne morete na princa na belem konju oziroma princeske nehati razmišljati. In B, kaj je tisto, kar rabite ta trenutek vedeti. Se pravi, to sporočilo ne bo veljalo čez en teden. Ko pogledamo na uro, jaz jo običajno nosim na desni roki. Ko pogledamo na uro, nas zanima, koliko je ura ta trenutek tukaj in zdaj. Ne jutri, ne včeraj, ne na drugem koncu sveta. Torej, koliko je ura tukaj in zdaj in kaj je sporočilo, ki mi ga življenje želi povedati tukaj in sedaj, zdaj.